Lepo pozdravljeni. Oddajo Posavski tednik začenjamo v Sevnici, kjer so člani tamkajšnjega občinskega sveta na redni seji med drugim obravnavali in sprejeli zaključni račun proračuna občine Sevnica za leto 2018 ter sprejeli sklep o oblikovanih cenah vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine. Leto 2018 je občina Sevnica zaključila s 17,9 milijona evrov odhodkov in 16 milijonov evrov prihodkov. Zaključni račun proračuna občine Sevnica je dokument, ki jasno povzame vso dogajanje v preteklem letu, tako v finančnem smislu, v številkah, kot tudi v vsebinskem smislu, kajti za vsako številko, za vsakim evrom je dejanje oziroma namen, za katerega je bil potrošen, in s tem dokumentom je nekako zaključeno preteklo finančno leto in transparentno predstavljeno občinskemu svetu, ki ga je potrdil, predvsem pa tudi javnosti. V preteklem letu je teklo kar nekaj investicij na področju infrastrukture, pa tudi na ostalih področjih. Mogoče izpostavimo kar nekaj investicij v cestne posodobitve, to so pijavice, Veliki Cirnik, v Sevnici, tudi posamezne ulice, tako da je bilo leto investicijsko naravnano, investicijsko tudi uspešno in je nekako sledilo v celoti zastavljenemu proračunu. Člani sveta so sprejeli sklep o oblikovanih cenah vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine, ki so na 8 lokacijah v skupno 42 oddelkih. Spremembe na trgu dela oziroma v pogodbi v javnem sektorju so prinesle nove stroške. Stroški dela so se bistveno spremenili, zato je potrebno bilo uskladiti cene. To je nujno, kajti vrtec je nujno, da kvalitetno funkcionira, in cene so bile usklajene. Pri spremembi cen, ki so oblikovane glede na predloge vrtcev, gre v povprečju za okrog 4% povišanje na podlagi sporazuma glede plač v javnem sektorju. Na drugi strani pa je zelo pomembno, da z vrtci sledimo potrebam in hkrati moramo ugotoviti, da največji delež tega dviga prevzame tako ali tako občinski proračun. Starši nekako plačujejo od 25 do 30% v povprečju cene vrtca, razliko pa plačuje občinski proračun v skladu s pravili, ki so postavljena, pa vendar je to nujno, da so se te cene uskladile. Nove cene veljajo od 1. maja dalje. Vključenost otrok je tisti drug element, ki bolj vpliva na strošek, ki za občinski proračun vsakoletno narašča. To je na nek način zelo dobra skrb, pomembna skrb, kajti vključenost je narasla preko 80%, skoraj do 85% je ta vključenost. Smo v okviru državnega povprečja in načrtujemo oziroma ocenjujemo, da bo v prihodnjih letih še narasla, zato bodo potrebni nekateri dodatni prostori, o katerih razmišljamo in se pripravljamo tudi na to potrebo, ki bo prišla v prihodnjih letih. V zadnjih 10 letih je vključenost otrok v vrtce narasla iz 55 do 60% na, kot že omenjeno, zdajšnjih 85%. Da smo izredno hitro sledili potrebam naših občanov pri zagotavljanju predšolske vzgoje in verjamem, da bomo v prihodnjih letih lahko temu tudi sledili glede na potrebe, ki bodo nastajale v prihodnje. Med kadrovskimi zadevami so člani sveta soglašali k imenovanju Anite Šiško za direktorico knjižnice Sevnica in podali pozitivno mnenje lokalne skupnosti Gusti Mirt za ravnateljico osnovne šole Krmelj. Nadaljujemo v Brežicah. Občinski svetniki so obravnavali in sprejeli sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov. Najemnina, ki jo plačuje izvajalec, torej Komunala Brežice, je del omrežnine oziroma cene javne infrastrukture, ki je skupaj s stroškom izvajanja službe del cene, ki jo plačujejo uporabniki.
Občina je do sedaj 50% te omrežnine sofinancirala in s tem seveda približno namenila 400 000 evrov za nekako položnice. Na občini ocenjujejo, da je treba za ustrezno zagotavljanje gospodarskih javnih služb intenzivneje vlagati v obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. In za ta namen je treba zagotoviti sredstva iz proračuna. Že v letošnjem letu nameravajo pričeti z investicijsko obnovo vodovoda Sromlje, povečati obseg gradnje vodovoda Križe ter pričeti z gradnjo vodovoda Cerklje za naselje Kraška vas. Nadaljevati želijo z gradnjo kanalizacijskega omrežja v Krški vasi ter pristopiti k urejanju odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode za naselje Artiče. Operativni program čiščenja odpadne komunalne vode kot prioriteto poudarja območje porečja Krke, kar tangira naselja Cerklja, Hrastje, Črešnice, Račja vas in Župeča vas. Občina Brežice seveda ima še velike potrebe po vodovodih in pa kanalizacijah, ki so nekako nujne tudi po operativnim načrtu. Kljub temu seveda, da en vodovod urejamo preko regijskih sredstev, ki jih je bilo možno dobiti, je v občini Brežice ocenjeno, da v naslednjih letih treba vsaj še 15-16 milijonov zagotoviti sredstev za to, da bi naredili tisto, kar je najnujnejše. Ukinitev subvencije za omrežnino pomeni, da bodo zneski na položnicah nekoliko višji. Pri tistih, ki nimajo kanalizacije in pa vse urejeno, približno 0,40 za prebivalca, tam, kjer pa imajo vse storitve od kanalizacije, vodovoda, odvoz smeti, bioloških odpadkov, pa vse pa približno 1,5 evra na prebivalca. V Krški občini nadaljujejo z izgradnjo kanalizacije in druge infrastrukture. V krajevni skupnosti Veliki Podlog se tako že od leta 2017 izvajajo dela v vaseh Jelše in Gorica, kjer poteka ureditev celostne komunalne infrastrukture. V vaseh Gorica in Jelša v krajevni skupnosti Veliki Podlog občina Krško zaključuje dvoletni projekt gradnje komunalne infrastrukture. V naselju Jelše in Gorica na Krškem polju rešujemo s tem dvoletnim projektom, katerega vrednost skupna je nekje okrog 3 milijone evrov. Rešujemo problem komunalne infrastrukture, se pravi ne samo vodovoda in kanalizacije, ampak dejansko tudi optike in vsega ostalega, kar sodi zraven, namreč gre za precej velik poseg, ki se v teh dneh, tako kot je bilo rečeno, tudi zaključuje. Fekalna kanalizacija je v celoti izvedena, prav tako čistilna naprava. Uporabno dovoljenje so pridobili avgusta lani, kar pomeni, da je na čistilno napravo priključena že večina gospodinjstev iz obeh vasi. V naselju Gorica je v celoti zgrajena meteorna kanalizacija, prav tako ponikalnice, v celoti je izveden tudi vodovod, urejena je kabelska kanalizacija za širokopasovne povezave in prav tako 100 metrov cestne razsvetljave. Pričakujemo še polaganje asfalta in potem naj bi bil ta celoten projekt v tem delu, v teh dveh vasi tudi dokončan. Dela so sicer tekla gladko in po predvidenem terminskem planu. Seveda nas čaka v tem območju še nadaljnje delo in sicer skozi sam Veliki Podlog in pa proti Malemu Podlogu ter Gržeči vasi je potrebno napraviti še kanalizacijski sistem, tako da v tem območju še nekaj časa ne bomo se znebili gradbišč. Vse prej omenjene ureditve pa bodo povečale tudi prometno varnost za vse udeležence v cestnem prometu, kot tudi večjo kakovost življenja na urejenem območju. Na osnovni šoli Koprivnica je občina Krško v lanskem letu uredila novo kurilnico v vrednosti 160 000 evrov. Kmalu bodo začeli z izgradnjo prizidka, z 2 učilnicama in knjižnico, čaka jih tudi preureditev kuhinje. Šolska zgradba v Koprivnici je bila zgrajena leta 1974. Od takrat je doživela že kar nekaj posodobitev, telovadnica in vrtec pri osnovni šoli pa sta bila pred 3 leti temeljito obnovljena oziroma energetsko sanirana. V letošnjem letu nadaljujejo z ureditvami. V osnovni šoli Koprivnica smo konec lanskega leta dokončali eno fazo, in sicer je bila to ureditev kotlovnice, ki je bila resnično že nujno potrebna. Šlo je pa za to, ali bomo to sezono kurilno lahko ogrevali objekt ali ne. To je bilo upravljeno, gre za približno 160 000 evrov vredno naložbo. Seveda nam pa predstavlja še zadnji del te obnove objekta, ki je tudi nujno potreben, predvsem gre tukaj za obnovo kuhinje. Seveda hkrati Medtem ko so načrtovali obnovo kuhinje, so ugotovili, da so potrebni novi prostori za knjižnico. Kot bi rekel, kot stranski produkt so nastali še 2 učilnici, tako da bo zdaj ta sklop, torej 2 učilnici, kuhinja in pa
knjižnico z vso opremo. Kar precej velik zalogaj, ki ne bi bil končan v letošnjem letu. Skupna vrednost te naložbe je pravzaprav še v pogajanju, ampak lahko rečem, da se gibe nekje okrog 500 tisoč evrov, kolikor imamo rezervirano v našem proračunu. Trenutno poteka izbor izvajalca del. Z deli naj bi pričeli takoj po podpisu pogodbe, predvidoma v začetku junija. Občina Sevnica z letošnjim letom pričenja s postopkom uvedbe participativnega proračuna, in sicer za proračunsko leto 2020. Od 1. maja do 30. junija letos bodo občani lahko prvič predlagali, katerih projektov oziroma naložb si želijo. Za participativni proračun je sicer predvidenih 120 tisoč evrov. Ker želi občinska uprava občine Sevnica do oblikovanja končnega predloga proračuna za leto 2020 pridobiti še neposredne pobude strani občank in občanov, je ideja v proračun uvesti vzvod participativnega proračuna. Gre za sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da o deležu porabe sredstev javnega denarja soodločajo občani s svojimi predlogi. Danes v sodobnem svetu, v sodobnem načinu elektronske komunikacije odpiramo tudi ta način participativnega proračuna, kjer najprej zbiramo predloge, projekte, ureditve, nekako od vseh ljudi na elektronski način, čim bolj neposreden, in potem v okviru občine, krajevnih skupnosti in civilne družbe bodo ti predlogi ocenjeni in vključeni v proračun. Participativni proračun je nadgradnja omenjenega, s čimer želijo še nadgraditi sodelovanje občanov s konkretnimi predlogi. Verjamem, da bo šlo za veliko predlogov različnega obsega, ki bodo nekako pripomogli k kvaliteti življenja in bivanja posameznikov in skupnosti kot celote, kajti velikokrat se nekako drobne, majhne stvari ne opazijo, posamezniki to opazijo, pa je včasih nekoliko težje podati tak predlog in odpiramo tudi ta vrata, da participirajo z svojimi predlogi nekako v proračunu. Svetniki so predlog na seji občinskega sveta po razpravi s kar nekaj pripombami podprli. Občani lahko svoje predloge oddajo do 30. junija. Tudi podaljšujemo čas zbiranja teh predlogov in verjamem, da bodo občani se dobro odzvali in podali svoje predloge na kratek, jasen način, zato da sodelavci lahko potem tudi na take predloge odreagirajo in jih ocenijo in glede na možnosti vključijo v proračun. Kvota namenjena razdelitvi na participirane pobude je 120 tisoč evrov. Glede na značilnosti posameznih krajevnih skupnosti so pri pripravi participativnega proračuna za leto 2020 določili 6 območij razporejanja dela proračunskega denarja. Gre za na nek način princip, da na vseh področjih občine se enakomerno vključujejo ljudje z predlogi. Občani s temi predlogi, mislim, da ni najbolj bistveno, kako so opredeljena območja in niti koliko je sredstev. Najbolj bistveno je, da pravi predlogi pridejo na pravi naslov, da se najprej na tej osnovni strokovni ravni občinska uprava opredeli, ali je občina pristojna ali ni pristojna, in da se na drugi ravni potem predstavniki krajevnih skupnosti in civilne družbe na nek način opredelijo, kater predlog je pomembnejši, da se umesti v proračun. Ali v okviru nove postavke ali v okviru obstoječih postavk, kjer se vzdržujejo ceste, urejajo javne površine in podobno. Okvir je potrebno postaviti, poudarja Ocvirk, in ta je zdaj postavljen. Pričakuje, da se bo ta okvir skozi izkušnjo izvrševanja participativnega proračuna le še izboljšal. Na eni strani pričenjamo s to obliko, na drugi strani pa imamo zelo veliko izkušenj z sodelovanjem z občani. Veliko je sestankov z društvi, veliko je sestankov s krajevnimi skupnostmi
Preko teh že obstoječih nekako oblik sodelovanja in stalne povezanosti z občani pridobimo zelo veliko informacij, ki bodo preko instrumenta participativni proračun tudi še dopolnjene. Zaradi proženja skal in kamenja je bila v jeseni kolesarska pot ob gasilskem domu v Brestanici oziroma skozi daljši tunel zaprta. Kmalu naj bi pobočje sanirali. Zavod za gozdove je na pobudo občine Krško pregledal drevesa na pobočju nad kolesarsko potjo pri tunelu v Brestanici, jih označil in izdal odločbo za podiranje nevarnih dreves in sanirano sečnjo. Tukaj moram reči, da je na srečo nekako prišlo do tega, če rečem, da je na srečo, da ni bilo nikakršne žrtve pri tem, ampak da je prišlo do rušitve dela kamenja, ki se nahaja nad starim pobočjem, nad tunelom, ki prihaja proti gasilskemu domu. Sve smo ustavili promet in zdaj je en del, torej ena faza, to čiščenje samega pobočja upravljena. Sečnjo je naročil lastnik gozda, družba Slovenski državni gozdovi. Občina Krško pa prevzela na se obveznost, da zgradi mrežo, ki bo preprečevala eventualno, če bi še kakšen kamen odkje preletel, in ta mreža naj bi ščitila ta del poti mimo gasilskega doma. Dela se bodo predvidoma pričela sredi maja in bodo zaključena do 10. junija. Zakaj je pravzaprav vse skupaj trajalo nekoliko dlje časa? Predvsem zaradi tega, ker je bilo treba usklajevati različne deležnike, se pravi lastnina gozda nad samo potjo ni občinska, zato bo treba s temi lastniki to uskladiti. Istočasno treba tudi ugotoviti razloge, zakaj je prišlo pravzaprav do tega, da se je kamenje pojavilo na poti in da se najde tudi ustrezna rešitev. Sedaj je rešitev najdena in bo tudi izvedena. Ocenjena vrednost del je 38 tisoč evrov. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Člani turističnega društva Senovo so tradicionalno s pomočjo članov nekaterih društev in krajanov ročno dvignili mlaj na Senovem. Ta je postavljen na začetku ceste 1. maja v Novi Koloniji. Mlaj je visok 20 metrov, pri postavljanju pa je sodelovalo 25 krajanov. Prostovoljno gasilsko društvo Krško je v petek 26. aprila organiziralo pionirsko gasilsko tekmovanje za memorial Avgusta Mlakarja. Zbralo se je 15 ekip. Najmlajši gasilci so svoje znanje in veščine merili v vaji z brentačo in prenosu vode ob vzpodbujanju velikega števila gledalcev. Najuspešnejše 3 ekipe, Prostovoljno gasilsko društvo Krško, Prostovoljno gasilsko društvo Senuše in Prostovoljno gasilsko društvo Smednik 2, so bile nagrajene s pokali in z medaljami. Prostovoljno gasilsko društvo Krško pa je prejelo tudi prehodni pokal. V soboto 27. aprila je Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot iz Leskovca pri Krškem pod šotorom pred vinsko kletjo Krško izvedlo 6. leskovško salamijado. Po zapisu predsednika komisije so bile letos salame v veliki večini kakovostne, saj je leskovška salamijada na koncu sezone ali tik pred državnim salamarskim finalom, ki bo 11. maja v Šmarjeti. Po poizkušanju suhomesnatih dobrot je sledila še razglasitev oziroma podelitev nagrad in priznanj najboljšim izdelovalcem salam. Prvo mesto je zasedla Petra Košmerl, drugo mesto Karl Udovč in tretje mesto Marko Luzar. 25. maja bo v Krškem potekal festival piva, na katerem se bodo predstavili mikropivovarji iz vse Slovenije. Med njimi bo tudi posavski pivovar Samo Žabkar, ki je nedavno pridobil naziv certificiranega cicerona. Če primerjamo z vinsko industrijo, je ciceron za pivo nekaj podobnega kot somelije za vino. V Sloveniji ta naziv nosita le 2. Ja, certificiran ciceron je človek, ki ima zelo rad pivo. Govori pivo, razmišlja o pivu, se izobražuje v smeri piva, ogromno degustira, ogromno poizkuša pivo, ogromno se, torej kompletne, cele dni razmišlja in živi pivo. Certifikat podeljuje ameriška organizacija Ciceron Certification Program, ki velja za najprestižnejšo tovrstno organizacijo na področju pivovarstva na svetu. Izpit je zelo intenziven, dolgotrajen, traja okrog 4 ure. Plus dodatna prezentacija pred kamero in pa polurno okušanje piva, kjer moraš izmed 12 vzorcev piva razbrati 8 tistih, ki imajo nekakšno napako, jo utemeljiti, s kje ta napaka prihaja in zakaj se v pivu pojavlja.
Samo Žabkar je izpit opravljal v Barceloni. Prehodnost tega tečaja je zelo nizka, torej ta tečaj nekako v naših izrazih bi nekako to lahko enotili z rimskim pravom na pravni fakulteti. Tako da od 12 2 naredita celo dejansko izpitno. Trenutno sta v Sloveniji le 2 cicerona. Oba z naših koncev, kolega Andrej je iz Novega mesta, jaz sem tule iz Krškega. V bivši Jugoslaviji pa tega naziva nihče več nima. Tako da smo Slovenci kar se znanja tiče, kar v samem, ko bi rekel, balkanskem vrhu. Ta naziv pomeni potrditev za dosedanje delo in v svetu pivovarstva veliko pomeni. Je potrdilo, da si strokovnjak na področju piva, da poznaš pivo, da poznaš proces izdelave piva, da poznaš zgodovino piva, razvoj piva, od pradavnine do danes, obvladaš okuse piva, veš, kaj je v pivu pravilno, kaj ni pravilno, in da znaš se to seveda utemeljiti, obrazložiti in stranki oziroma gostu tudi pravilno natočiti pivo, mu ga pravilno prezentirati in o tem pivu povedati vse, kar seveda stranka želi izvedeti. Žabkar se je s pivom ljubiteljsko začel ukvarjati pred 6 leti in sicer kar v domači kuhinji. Tam nekje 6 let nazaj sem začel doma sam variti pivo v loncu na štedilniku. Potem pa je ta hobi prerasel eno tako veliko ljubezen do te fermentirane pijače in je šla zgodba samo še navzgor do današnjega dneva, kjer varim pivo profesionalno in seveda, tako kot sem že večkrat omenil, živim nekako pivo, kar se mi zdi edino smiselno. Če se z nečem želiš ukvarjati oziroma če želiš nekaj delati dobro, moraš to čutiti in biti entuzijast in enostavno navdušen in uživati v tem. Danes je glavni pivovar male pivovarne Resel, kjer varijo in polnijo kakovostno kraft pivo. Postopek izdelave piva je v osnovi zelo enostaven. Vse se začne z mletjem ječmena, žita, sladu, torej slajenega ječmena. Zrna se zmeljajo do takšne stopnje, da lupini poči ovoj, torej na zrno. In ima voda dostop do škrobne vsebine, ki se s pomočjo encimov pretvori v enostavne sladkorje, ki jih kvas na koncu procesa, torej med fermentacijo, potrebuje za proizvodnjo ogljikovega dioksida in etanola, torej alkohola v pivu. Ta zrna se nato namakajo 1,5 ure v vodi, ki ima približno 60 do 70 stopinj Celzija. Potem se zrnja oziroma ostanki zrnja ločijo od tekočine in dobimo sladico. Sladko vodo, sladko tekočino, ki jo nato prevremo iz dveh segmentov. Nekako prvi je ta, da se tale sladica pasterizira, torej da se sterilizira. Drugi pa je, da med tem procesom vretja v pivo dodamo hmelj. Hmelj ima 2 funkciji. Prvi je grenkoba piva, seveda pivo vsi vemo, da je grenko. Drugi pa je okus in aroma v končnem pivu. Je pa še super, da je hmelj sam po sebi neke vrste konzervans, torej preprečuje bakterijske okužbe v pivu. Ko je to pivo torej prevreto in hmeljeno, se ga ohladi, pretoči v fermentacijsko posodo, tule za mano naprimer, in se mu doda kvas. Glive kvasovke posledično prebavijo sladkorje v tekočini, iz njih, torej, kako sem že rekel, izločijo ogljikov dioksid in etanol, alkohol in poskrbijo, da pivo na koncu postane takšno, kot je, primerno za užitje. Trend predvsem kraft pivovarstva je zelo živahen. Vsako mesečno se pojavljajo v Sloveniji nove pivovarne in vsaka pivovarna oziroma vsak pivovar s sabo prinese nekaj novega, neke nove okuse, neke nove smernice, v katerih se ta pivovar giblje in zato je trenutni trg piva zelo dinamičen. Živimo v zelo lepem času, kjer si lahko vsak pivec piva najde tisto pravo pivo zase. Da bodo ljubitelji te pijače ponovno prišli na svoj račun, pa bo poskrbel festival piva, ki ga 25. maja pripravljajo v Krškem. Ja, 25.5. Ste vsi lepo vabljeni na festival piva v Krško, v Staro mestno jedro. Začnemo ob 3. uri popoldan. K nam pridejo na obisk v Krško številni slovenski pivovarji, ki bodo predstavili svoje zvarke, izdelke piva, tako da bo res zelo pestra ponudba, zelo pestri okusi piva, od temnih do svetlih, od IPE do Pale Ale-ov, do stoutov, porterjev, tako da za vsakega se bo nekaj našlo. Tako da se vidimo 25.5. ob 3. v Starem mestnem jedru v Krškem. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, to je vse, kar smo vam tokrat pripravili v oddaji Posavski tednik.
V našo družbo vabljeni spet čez teden dni, do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.